Ja, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni. Torej, jaz bom govoril o zračni vlagi, v bistvu dejavniku, ki v povezavi z globalnim segrevanjem postaja očitno vedno bolj pomemben, pa je bil mogoče do sedaj tudi malo v drugem planu ali pa celo spregledan. Namen mojega predavanja tudi malo osvestiti, zakaj gre. Kajti naše dojemanje suše je zelo omejeno na talno sušo oziroma pomanjkanje vode v tleh. Tudi, če pogledamo zelo lušten ta slikovni vabilo za alumniteko, ki je bila tudi na temo podnebnih sprememb, tudi talna suša nekako izpostavljena. No, dejstvo pa je, da globalno segrevanje pospešuje kroženje vode in seveda vpliva na zračno vlago. In kar je znanstveno javnost kar malo presenetilo, je dejstvo, da so poleg trendov, ki so zelo splošno jasni, tudi ugotovili, da se soočamo tudi z globalnim porastom oziroma padcem zračne vlage, kar je pa povezano z naslednjim fenomenom. Če mi govorimo o zračni vlagi, ponavadi to izražamo kot relativno razmerje med delnim parnim tlakom in nasičenim parnim tlakom, izraženo v odstotkih. Zdaj, v ekologiji, v ekofiziologiji pa še posebej raje uporabljamo termin deficit tlaka vodne pare, katerega okrajšavo iz angleškega izraza bom tudi jaz uporabljal skozi to predavanje. No in če pogledamo te fizikalne osnove, je zelo jasno, da če povečamo temperaturo, da se nam bo sušnost ozračja povečala. Zdaj, tu bi vas sem prosil, da ko gledate te številke VPD-ja, pomeni pač večja številka bolj sušno ozračje. In tu imamo težavo, kajti s tem fenomenom se bomo torej srečevali v vsakem vročinskem valu in seveda se srečujemo tudi dolgoročno z globalnim segrevanjem. Kar sem prej omenil, da so ti trendi zaznani, je tu prikazano na grafu. Torej, tudi je bil, poskušal sem ugotoviti, kdaj se je v literaturi pojavil izraz atmospheric drying, neko sušenje ozračja, pa nisem bil ravno uspešen. Ni pa zelo dolg nazaj, mogoče zadnjih 15 let se tega problema malo bolj zavedamo. Zelo poveden pa je naslednji dias, ki prikazuje sliko iz decembrske številke Nature Geoscience, se pravi mesec pa pol star članek, ki prikazuje deviacije tega VPD-ja, tule v hektopaskalih, od nečesa, kar smo doživljali v preteklosti. In zdaj vidite, da bolj temnozelene regije so očitno soočajo z izrazitejšim zasuševanjem ozračja. Mogoče bi vas le samo fokusiral, da imamo v teh predelih tudi trenutno, recimo Katalonija, izjemne probleme za sušo. Seveda ta VPD vpliva na vse možne aspekte suše, povečuje evapotranspiracijo. Nas pa seveda zanima kot rastlinske ekofiziologe, botanike, predvsem kako vpliva na rastline. Zdaj, rastline so seveda na različno vlažno okolje zelo dobro adaptirane, lahko živijo v vodi, v zelo vlažnih okoljih, zelo sušnih okoljih. In seveda njihova fenotipska plastičnost jim pač dovoljuje tudi aklimatizacijo na nihanja te vlage. Ampak in s čim se prilagajajo z vsem nizom tako anatomskih sprememb, kot tudi presnove fiziologije. Mogoče pa najbolj direktno vpliv kljub vsemu je tisti na listne reže, kajti tle imamo izrazito neposredno povezavo. Če si predstavljate en zelo lep sončen dan, ki ga odraža ta parabola, ki prikazuje svetlobno jakost, pa si predstavljate zraven tudi porast temperature, potem, če si rastlina to
lahko dovoli, bo pač te razmere dovolila, izkoristila z maksimalno odprtimi listnimi režami, ki bodo osvajale pač, tudi s katere bo pač z difuzijo prihajal list tudi fotosintezni substrat CO2. Mimogrede, seveda ta prevodnost listnih rež pa seveda vpliva na hitrost oddajanja vode, oziroma bolje rečeno izgube vode iz rastline, ki je pa direktno povezana z VPD-jem, tokrat označen kot deficit med delnim tlakom vodne pare in pa tlakom, nasičenim tlakom v listu. To pa v ekofiziologiji bolj redno uporabljamo kot tisto ta pravo mero, ki je gonilo transpiracije. Zdaj, če rastlina ni superman glede različnih lastnosti, ki olajšajo regulacijo vodne bilance, že danes mnoge rastline reagirajo na zmanjšanje zračne vlage v opoldanskem času z delnim prepiranjem listnih rež. To so tiste rastline, ki morajo zelo strogo kontrolirati svoj vodni potencial, pravimo jim izohidre rastline. In seveda te rastline se nekako odrečejo fotosintezi v delu dneva, kar pa pomeni, da če se gremo tako strategijo, da v bistvu v situaciji, ko vsak mililiter vode šteje, ko vsak miligram sladkorja šteje, mi riskiramo to proizvodnjo sladkorja. Se pravi, kar hočem tukaj nakazati, če se gremo zelo neko varčevanje z vodo, se bo to močno poznalo na ogljikovi bilanci. Torej, važno, kako reže delajo. In kako delajo, nekaj zelo takih preprostih učbeniških skoraj prikazov, pred časom merjeno že. Če mi enostavno ob meritvi prevodnosti listnih rež na listu dvignemo temperaturo, smo s tem povečali seveda samo temperaturo in pa tudi zmanjšali vlago in posledično takoj dobimo zapiranje rež, in v obrnenem primeru, ko smo temperaturo spustili obratno, reže so se posledično tle odprle in potem ob zmanjšanje vlage zaprle. Pričemer moramo opozoriti, da je to odziv, ki je kombiniran tako na vlago kot temperaturo. Zdaj, pred leti smo se precej intenzivno ukvarjali z odzivom rastlin na nihanja CO2, ko smo raziskovali vegetacijo ob mofetah, naravnih izvirih CO2. In tule je prikaz, kako se reže obnašajo, če listu hipno povečamo količino CO2. Seveda fotosintetskega substrata je več, rastlina ga dobiva več v list, takoj bo šla v omejevanje prevodnosti rež, da bo prihranila nekaj vode, kajti vsak mililiter vode šteje. Ampak to reakcijo naredi mnogo hitreje, če je izpostavljena bolj suhemu zraku. Se pravi, to je tudi ena interakcija, kako vlaga v zraku vpliva na dinamiko rež. In zanimivo, pa seveda logično, če primerjamo dobro zalito rastlino za slabo zalito rastlino, je ta učinek vlage izgine, kajti vodni potencial same rastline je tisti primarni dejavnik regulacije listnih rež. No, zdaj pa malo bolj recentnim zadevam. Te literaturne navedbe o sušenju ozračja so nas motivirale tudi k obuditvi naših meritev na režah in smo se začeli ukvarjati z poskusi, ki so od temperature neodvisni, torej spreminjanjem vlage pri konstantni temperaturi, torej moduliramo zgolj vlago, oziroma VPD, in gledamo, kaj se dogaja z rastlinami. No, in v okviru teh dejavnosti, kateri del je bila tudi magistrska naloga Krisa Piriha, danes nadaljuje kot mladi raziskovalec na oddelku za agronomijo,
smo izvedli poskus na koruzi, na različnih hibridih. Eden je bil normalen, drugi je deklariran kot na sušo toleranten, torej za njega so znane neke lastnosti, ki ga delajo na sušo tolerantnega. Ne. Ampak njegova reakcija na sušnost zraka pa ni bila znana oziroma ni znana in smo se lotili tega proučevati. Ne. No, transpiracijo smo merili na ravni cele rastline z tehtalnimi poskusi po izpostavitvi rastlin za 4 ure določenim zračnim vlažnostim in tule vidite, da tolerantni hibrid, ki je tle na desni, vse skozi manj transpirira kot tale navadna. Ne. Torej njegova transpiracija je v osnovi manjša. Prikazana pa tudi razlika, ko smo variirali razpoložljivost oziroma zalitost teh rastlin. No, če pogledamo steady state kazalnike funkcije listov za ta dva hibrida pri različnih zračnih vlažnostih, potem vidimo tudi pomembne razlike, torej prevodnost listnih rež pri tolerantnem hibridu manjša, tudi fotosinteza, vendar, mogoče da ne bom predolg, če pa pogledamo zdaj, koliko dobro ta fotosinteza poteka, glede na to, koliko so reže odprte, pa pridemo na ta način do tega količnika, ki odraža učinkovitost rabe vode in je seveda tle toleranten hibrid boljši. Ne. To ni bil naš osnovni namen tega poskusa, kajti zelo se fokusiramo na dinamiko odziva rastline in smo po aklimatizaciji rastlin, istih rastlin oziroma rastlin iz iste serije poskusov, pri 1 kilopascalu, kar je primerno vlažen zrak, da temu tako rečem, smo potem delali stopenjske prehode vlage po pol kilopascala, oziroma padce vlage oziroma poraste deficita tlaka vodne pare. In nas je zanimalo, koliko hitro pač rastlina odreagira. In izkaže se, kar vam nakazuje strmina tega naklona, pri temnozeleni barvi, ki označuje prehod iz 1 kilopascala na 1,5 kilopascal, da je ta tolerantni hibrid zelo odziven na že manjša zasuševanja zraka. Kar pomeni, da kljub temu, da je v vseh tretjih zelo dobro prilagojen, da v bistvu reakcija že takoj na prve signale, ki kažejo, da bi lahko šlo v smer nekih težav. To je ista zadeva prikazana kot hitrost spremembe prevodnosti listnih rež in kot rečeno, očitno, če bi malo počlovečili, se ta hibrid res zaveda pomena vsakega mililitra in miligrama. No, zdaj, testirali smo zadeve tudi na polju, na kak način. Mislim, da smo z malo sreče ujeli en primeren termin v vremensko posebnem prejšnjem letu, ko smo lahko na polju ujeli dva po vremenu, dajmo reči, primerljiva dneva, pri tem, da smo tle že imeli vzpostavljeno malo talne suše, kar odraža vodni potencial opoldanske vrednosti. Posebej pri kontrolnem hibridu tole pomeni za koruzo že kar dober stres. In posledično tudi vidite, da ima priprte reže. In če upoštevate, da dela z manjšo učinkovitostjo rabe vode, potem je seveda tle takoj na zgubi in se seveda pozna na koncu tudi na predelku. No, potem je šlo pa za večerno namakanje, pa ponavljanje vaje naslednji dan, kjer se pač vzorci spreminjajo.
Tle nas čaka še tudi delo v letošnjem letu, kar nadaljujemo, ne, v tej smeri, da bi bolje razumeli te odzive, ne, posebej v primeru, ko se ga do zdaj nismo zavedali, ne, ko imamo vlažna tla pa suh zrak. In lansko leto je bilo odličen primer, ne, ko je bilo kar veliko dogodkov padavinskih, ki so bili pa zelo intenzivni, namočili, potem pa je bilo sončno in toplo. Ne? In nas enostavno zanima, kaj zdaj to pomeni. No, vesel sem, da se lahko navežem tudi na to moje predavanje, kajti nekaj izkušenj imamo, oziroma kar precej imamo tudi na lesnih vrstah, kjer že od 2009 proučujemo tokove ogljika in vode na zaraščajočih površinah podgorskega krasa v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom. In tle delamo meritve na ravni rastlin, na drevesno, puhastega hrasta, ekosistemski ravni, ne, in nekaj tega bom poskusil prikazati. No, do zdaj smo govorili o prevodnosti listnih rež. Ko so reže odprte, v bistvu ta transpiracija tudi vleče vodni stolpec po rastlini. Ne. In to znamo zmeriti z sap flow metri, merilniki ksilemskega pretoka, in take meritve vidite za eno obdobje 4-3 dni tudi v tem prikazu. Se pravi, lahko sledimo vzorce hode dnevne VPD-ja, talne vlage, ne, nimam tle prikazano, in pa seveda tudi, kaj drevo počne. In ko se tle zmanjša ta sap flow, pomeni to, da je pač rastlina šla v pripiranje rež. No, in da ne bom predolg, da se navežem na to, ko ta vlek postane zaradi visokega VPD-ja premočen, se nam lahko zgodi obsežen pojav emboli, kar pomeni, da natezna trdnost vode ne zdrži več in se vodni stolpci pretrgajo. Torej, v trahejah, ki jih vidite tle, torej celicah, ki prevajajo vode, ki jih vidite tle v lesu, se zdaj pojavi zrak in to enostavno zmanjša prevodno površino in privede do hidravlične disfunkcije. Ne. Predstavljajte si eno krošnjo, ta krošnja ima deblo, oziroma se je razvila glede na dimenzije in hidravlične lastnosti debla. Ne. Določena površina prevodnega lesa bo lahko skrbela določen del krošnje. In če se zgodi to, kar sem zdaj pokazal, in to se dogaja sušenje. Ne. In to celo pri najbolj adaptiranih vrstah. Tu imate puhasti hrast. Kaj dela puhasti hrast? Listno površino prilagaja novi prevodni površini, da mu bo zneslo. Ne. Pač žrtvoval bo nekaj vej, zato da bo hidravlična funkcija ohranjena. Ne. No in zdaj, to se seveda lahko drevo, potem so pa polemike v literaturi, a drevo umre zaradi hidravlične disfunkcije ali zaradi tega, ker mu posledično zmanjka sladkorja. Velikokrat je pa resnica tretja, da se v bistvu to kombinira z napadom, ne, tudi škodljivcev. No in to je nekaj še slik o tem problemu. Dogaja se tudi seveda na ekosistemski ravni spremembe, kjer nam ponorna moč enostavno upada, tudi zaradi VPD-ja in seveda VPD oziroma sušnost ozračja vpliva tudi na regeneracijo po požarih. Ne. In to mi je omenil Severno Ameriko, kjer že poročajo, da presuh zrak preprečuje uspešno regeneracijo in pa tudi uspešnost pogozdovanja. V bistvu imamo z preteklimi 2 pomladmi, ki so bila relativno vlažni, dosti sreče, da se je sadnja na krasu kar posrečila. Ne. Za sporočila mi je na koncu zmanjkalo časa, ampak upam, da sem dosegel cilj
osvestiti vas tudi o tem problemu, tako da prosim, ne biti zelo veseli, če lahko 3 žehte posušite na en lep dan. Probajte se spomniti, kako se počutijo rastline. Tako da, hvala lepa. Dominik, najlepša hvala. Malo smo presegli čas, tako da eno zelo kratko vprašanje, in sicer ali imamo kakšne mehanizme, recimo v manjšem obsegu, da bi to sušnost ozračja lahko omilili oziroma preprečevali nekako te embolije pri rastlinah? Ja, v bistvu, kar se tiče menedžiranja, pač gozda, s katerim upravljamo, se lahko z izborom vrst, ki ga je Tom tudi že omenil, dejstvo pa je, da moramo stvari zagrabiti pri osnovi. Jaz ne upam predstavljati, kaj če bo pesimističen scenarij obveljal. Torej, imamo mehanizem, ampak ta mehanizem je takojšnja opustitev fosilnih goriv in prizadevanja za čim manjše poraste temperature. Zato je treba res biti nestrpen ob medlih odločitvah policy makers. Hvala lepa.